Lepo pozdravljeni v oddaji Migaj raje z nami. Tokrat sem si nadela pohodne čevlje na noge in jo mahnila v hribe. Malce višja nadmorska višina in svežina gozda še kako prijata v teh vročih poletnih dneh. Tole pa je vsebina današnje oddaje. Bili smo na usposabljanju planinskih vodnikov, predstavili vam bomo delo markacistov in vzdušje v planinskem taboru mladih. Planinska zveza Slovenije letos praznuje 120-letnico svojega obstoja. Že kar lepa, častitljiva številka. In kakor so se obračala leta, tako se je tudi razvijala in širila zveza, kot tudi povečevalo število njenih članov. Včasih je bil obisk gora rezerviran samo za najpogumnejše izbrance. Poti v gore so se šele utirale, oblačila so bila težka volnena, čevlji okovani železom. Tudi vsa ostala oprema je bila veliko težja ter manj vzdržljiva in praktična, kot je danes. Tehnološki razvoj pa je tudi pri obisku gora naredil svoje. Planinska zveza Slovenije danes združuje 278 planinskih društev in klubov ter šteje preko 57.000 članov. Planinska društva upravljajo 176 planinskimi kočami, zavetišči in bivaki, skupno okoli 6.000 ležišči. Slovenske gore pa letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev. Slovenske gore obišče vsako leto kar 1,5 milijona pohodnikov in planincev. Marsikateri od njih je stalni obiskovalec naših gora, a ker je vsak vzpon enkrat prvič in ker vsaka gora skriva svoje posebnosti in pasti, ni odveč, da se v gore podamo v družbi planinskih ali gorskih vodnikov. V odmaknjeni in še zelo prvobitni dolini Bavščice se nahaja planinski učni center. Tokrat je za nekaj dni postal dom znanja za udeležence usposabljanja za vodnike kategorije A Planinske zveze Slovenije. Tovrstna usposabljanja imajo že dolgoletno tradicijo, saj so planinski vodniki velikokrat nepogrešljivi sopotniki obiskovalcev gora. Tura vodena pod vodstvom vodnika je v bistvu varnejša, sigurnejša. Vodniki niso samo tisti, ki bi iskali neko pot, ampak so strokovno sposoben kader, ki ima širše obzorje, kar se tiče vodništva. To se pravi, da znajo ljudem tudi obložiti malo še kakšne zanimivosti na turi, okolico, in pa glede na tehnična znanja, ki jih imajo, tudi varno ti ljudi pripeljati v gore in nazaj. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Večji poudarek je seveda na praktičnih vajah, saj je le to znanje tisto, ki v gori šteje. Smo tako kar več ali manj vsak dan na terenu. Sprada, včeraj smo bili najprej na eno turo, bricelk, pol pa še zvečer na bivak, danes smo pa na sneg. Sprobavamo razne zimske tehnike, potem tudi kopne tehnike, razne ograje za varovanje, potem tudi spuste ob vrvi, plezanje, res vozlanje, vse kaj je. Tako da je kar raznoliko pa pestro, tako da uživamo. Na usposabljanju je bilo 26 udeležencev. Bili so pisana raznolika druščina, ki deli isto ljubezen. Ljubezen do hribov. Odločil sem se zaradi tega, ker me zelo zanima vodenje, hoja v hribe in ker se mi zdi zelo zanimiva in dobra aktivnost, ki jo lahko upravljamo vsak dan. Ja, v društvih je vedno bolj se pojavlja to, da bi ljudje v skupinah začeli radi hoditi v hribe in pol kot vodnik lahko ljudi vodiš hribe varno. Mi u Hrvatskoj već dugo vremena imamo jako dobru suradnju sa Planinskom zvezom Slovenije, a došli smo ovdje upravo da vidimo kako se slični takvi tečajevi provode ovdje u Sloveniji, da ponesemo nekakva iskustva koja možemo primijeniti i na našim tečajevima. Kot vodnik lahko damo udeležence veliko znanja o tem, kje je pot, povemo in kje je nevarnost, kaj lahko vidijo, da ne vidijo samo ene poti, ampak tudi naravo opazujejo, vidijo rastline, vidijo gore. Vse, kaj se lahko naučijo se veliko v vremenu in res, da uživajo v naravi in da se sprostijo. Pa tudi tako ljudi se ponovadi ne zanimajo zgolj za zgodovino pa za rože, ampak tudi tako, kako ljudi živijo, pa tako, kako Slovenci živijo. Ali živimo, ker jaz sem drugače iz Belgije, ampak zdaj nekaj let že tukaj. Vsi udeleženci so tečaj uspešno upravili.
V naslednjih letih pa lahko svoje pridobljeno znanje in naziv še nadgrajujejo in se usposobijo tudi za najzahtevnejše gorske terene. Na voljo pa so tudi tečaji, na katerih si lahko svoje znanje o gorah razširijo tudi rekreativni planinci. Organizirajo jih pa največkrat to sama planinska društva, glede na svoje lastne potrebe in pa zanimanje za ta način izobraževanja. Za varen in prijeten obisk gora moramo biti seznanjeni z razmerami v gorah, biti primerno opremljeni ter se zavedati svojih telesnih sposobnosti. Čvrst in stabilen korak je zelo pomemben in marsikaj lahko naredimo tudi že doma.